Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede sistemov enačb. Če mi damo dve enačbi v sistem, pomeni, da iščemo njune skupne rešitve. Lahko damo tudi več enačb v sistem. Torej, nasplošno, če bomo imeli dve neznanki x in y, zato da dobimo vrednosti, potrebujemo dve enačbi. Če bomo imeli tri neznanke x, y, z, na primer, bomo potrebovali tri enačbe za to, da dobimo rešitve. Torej, poglejmo prvo te, in potem imamo stopnjo sistema. Torej, ta enačba je prve stopnje, ta enačba je prve stopnje, stopnja sistema je produkt obeh stopenj. Ena krat ena je ena. Torej, najlažji sistemi, ki lahko rešimo, so tisti linearni prve stopnje. Tisti so zares najlažji, potem, če ne imamo, naprimer, tukaj je ta enačba prve stopnje, ta je druge stopnje. In torej, 1 krat 2 je 2, ta je sistem druge stopnje. Tukaj imamo druge stopnje, 2 krat 2 je 4, ta je četrte stopnje. Ta je tretje, ker tukaj je prva in tukaj je tretja stopnja. Ta je spet četrte, druga stopnja. Torej, gledamo prej sisteme linearnih enačb prve stopnje. In so razne metode. Ena metoda, ki je zelo važno se jo naučiti, je zamenjalni način, ker pride prav za mnoge sisteme. Torej, je precej lahko rešiti te sisteme linearnih enačb, ampak na splošno druge sisteme ni tako lahko rešiti. In večkrat pride prav potem ne bo ena splošna metoda za više stopnje in torej to pride zmeri prav ta zamenjalni način. Torej, kaj pomeni? Da mi ali iz ene ali iz druge enačbe izrazimo ali x ali y. Se nas plača tukaj, kjer je najmanjši koeficient za lažje računanje. Torej, tukaj ta druga enačba, hočem izolirati y. Ta člen nese na to stran, ta na to. Torej, tukaj nese na to stran, zato da ta minus 2y postane 2y. Potem tukaj delim z 2 in dobim, da y je enak temu izrazu. In sedaj moram rabiti obe enačbi. Torej, ta izraz, ki smo ga dobili iz druge enačbe, moramo vstaviti v prvo enačbo. Torej, tukaj namesto y bom dal ta izraz 3x plus 9 ulamljeno 2. Potem tukaj, ki imam ta imenovalec 2, se mi splača množiti celo enačbo z 2. Potem tukaj grem množiti, poenostaviti ta enostavna enačba in dobim vrednost od x-a. Samo da ne smemo pozabiti, mi imamo dobiti x in y, oboje. Torej, enkrat, ko smo dobili x, rabimo ta izraz tukaj, 3x plus 9 ulamljeno 2, zato dobimo y. Namesto x damo minus 1. In dobimo tako rešitev. Torej, v sistemih linearnih enačb imamo dve enačbi prve stopnje, vsaka predstavlja eno premico in rešitev predstavlja sečišče tistih dveh premic. Ena točka. Če ti dve enačbi bi ponazarili dve usporedni premici, nimata sečišč in torej ne bi dobili rešitve. In kaj bi videli, ko računamo? Bi dobili nekaj kot nič je enako 1, 1 enako 2, nekaj, kar ni res, takrat ne bi imeli rešitev. Ali pa premici lahko sovpadata in torej lahko rečemo se sečeta povsod in tam bi imeli katerekoli vrednost kot rešitev in v tistem primeru bi dobili nekaj kot nič je enako nič ali 1 enako 1, kar je zmeri res. Prav. Potem vidimo en drugi način, ki je zelo važen, način nasprotnih koeficientov. Ta način je dober, ker je zelo hiter pri reševanju, samo da moramo imeti primerne enačbe za to, da ga uporabimo po navadi. Torej, tukaj se imenuje način nasprotnih koeficientov. Hočemo, da ali x ali y v dveh enačbah imata nasprotne koeficiente. Kot tukaj 10y minus 10y. Tako da mi lahko seštejemo enačbi in tukaj izgine vse. Samo, če mi začnemo s tem sistemom, kako naredimo? Vidimo, tukaj je minus 5y in tukaj minus 10y. Torej, to prvo enačbo bomo pomnožili z minus 2, tako da tukaj dobimo plus 10y. Torej, pomnožimo celo enačbo z minus 2, drugo enačbo prepišemo, lahko seštejemo enačbi. Tukaj minus 14x plus 3x, minus 11x, seštejemo tudi tukaj, dobimo to, potem tukaj je enostavna enačba in dobimo, da x je enako 1. Enkrat, ko smo zelo hitro pridemo do vrednosti ene neznanke, potem
to vrednost tu stavimo ali v prvo ali v drugo enačbo, ni važno katera, zato da dobimo še y, ne, v tem primeru. Torej, lahko rabimo tudi to enačbo, predno smo jo pomnožili, ta 7x minus 5y enako 17. Notri namesto x damo 1. Potem ta minus 5y na drugo stran postane 5y, tukaj je enostavna enačba in dobimo tudi vrednost, ta način nasprotnih koeficientov. Potem bi bila še ena metoda, ki deluje za sisteme linearnih enačb, ki je Kramerjevo pravilo. Samo tukaj v obnovi nima smisla, da ga razlagam. Je eno pravilo, ki je zelo togo, je treba iti po točno določenih pravilih, ima prednost, da je zelo avtomatično, ni treba s tem misliti, ampak je treba znati točno, kako deluje. Je lahko koristno, ko imamo velike vrednosti za koeficiente, na primer. Prav, sedaj gremo na, torej sedaj damo samo nekatere ideje za sisteme višjih stopenj, ker ne obstaja splošna metoda. Naprimer, ti sistemi se imenujejo simetrični sistemi. Zakaj? Ker x in y se lahko med sabo zamenjata. Torej, tukaj imamo x plus y je ena vrednost, x krat y je druga vrednost. Samo če vemo, da x plus y je isto kot y plus x, x krat y je isto kot y krat x. Torej, potem rešitve je... Za rešitve, dopušteno pri rešitvah, torej ne moramo razlikovati x od y. Torej, zato da rešimo te sisteme, si pomagamo z eno pomožno enačbo, s tem, da mi vemo eno stvar. Če mi poznamo rešitvi ene enačbe druge stopnje, ti rešitvi sta x1, x2, enačba, ki ima tisti dve vrednosti za rešitev, je ta x na drugo minus vsota rešitev krat x plus produkt rešitev je enako nič. In to rabimo to, torej uvedemo tukaj eno neznanko t na drugo, potem pazi, da je minus vsota rešitev, tukaj je vsota minus 2t in potem plus produkt minus 15 je enako nič. Potem to rešim s formulo za enačbe druge stopnje in dobim dve vrednosti. Minus 3, 5. So pravilne? Ja, ker minus 3 plus 5 je 2. Minus 3 krat 5 je minus 15. In sedaj, torej, kot se rekel prej, ta simetričen sistem rešitve xy minus 3, 5, ampak lahko imamo tudi 5 minus 3, ker ne moramo razlikovati x od y. Potem mimogrede, kaj predstavljata ti dve enačbi? To je ena premica. In to je ena kosna hiperbola, ki ima kot asimptoti osi x in y, to sem že povedal. Potem vidimo, ta je torej, simetrični sistem v kanonični obliki. Potem imamo nekatere sisteme, ki bodo postali takšni. Naprimer to, x na drugo plus y na drugo je 17, x krat y je minus 4. Tukaj, katera je ideja za to, da rešimo? Tukaj to nas spomni na kvadrat binoma x plus y na drugo, x na drugo plus 2xy plus y na drugo. In sedaj, ta člen lahko nesemo na drugo stran, vidimo, da x na drugo plus y na drugo je x plus y na drugo minus 2xy. Sedaj, ta vrednost xy lahko damo sem, torej imamo x plus y na drugo minus 2 krat minus 4 je 17, potem tukaj se pomnoži, pri 8 gre na drugo stran, minus 8, in torej dobimo x plus y na drugo je 9, x krat y je minus 4. Ker x plus y na drugo je 9, znamo x plus y je 3 ali pa je minus 3. In drugo enačbo prepišemo. In torej tako imamo dva sistema, dva simetrična sistema, ki ju rešimo na isti način, kot je bil tukaj. Ta enačba, skakor tako mimogrede, ponazarja eno krožnico, ta enačba ponazarja zmeni tisto enakosno hiperbolo z asimptotama na oseh x in y. Torej, sedaj tukaj imamo en sistem, torej x na tretjo plus y na tretjo enako 7, to je krivulja tretje stopnje, ni nobena stožnica, to je kakva druga krivulja. X plus y enako 1, to je ena premica. Sedaj, tukaj to nas spomni na kub binoma, x plus y na tretjo, imamo formulo, ampak kaj lahko še naredimo? Tukaj v teh dveh vmesnih členih izpostavimo 3xy, ki torej množi x plus y. In sedaj tukaj imamo x na tretjo plus y na tretjo, ta člen nesemo na drugo stran, je x plus y na tretjo minus 3xy, x plus y, in to zamenjamo sem. In sedaj mi vemo, koliko je x plus y, damo vrednost sem in vrednost sem. Torej 1 minus 3xy enako 7, sedaj tukaj to se zlahka obrne, da dobimo, koliko je xy. Xy je minus 2.
in x plus y, to ena, in to je še zmeraj en simetrični sistem. Ja, torej, mislim, stopnja sistema, kar nam pove, koliko realnih rešitev največ lahko imamo. Ta je bil sistem četrte stopnje, bi dobili največ 4 rešitve, čeprav se bo v tem primeru specifičnem bomo dobili 2 rešitvi. A ne, ker ta simetrični sistem nam bo dal 2 rešitvi in ta simetrični tudi še 2. Ja, v resnici dobimo vse 4. Samo tisto je maksimalno število realnih rešitev, ki jih dobimo lahko, ne. Prav, sedaj vidimo še to, ki je zanimivo, ki to je, torej, ta je sistem četrte stopnje, imamo drugo stopnjo, ampak iščemo tukaj sečišča 2 krožnic. In katera je dobra ideja tukaj za to, da rešimo? Mi enačbi tukaj lahko odštejemo. Zakaj? Zato, da izgine x na drugo plus y na drugo. In tukaj 16x minus 15x minus 3y minus 2y minus 33 minus 30 in dobimo to. Samo enkrat, ko smo se šteli, rečemo, nismo dobili nobene rešitve. To imamo še zmeraj eno stvar, ki je odvisna od x in y. Ja, ampak ta enačba zdaj je prve stopnje. In jo lahko damo v sistem z eno od teh 2 krožnic, ni važno katera. Torej, z eno od teh 2 enačb, damo spet v sistem. Samo da zdaj ena od enačbe postala prve stopnje. Torej, iz te enačbe tukaj lahko rabimo zamenjalni način. Iz te enačbe prve stopnje lahko izrazimo na primer y. In ta y ga ustavimo sem in sem. Prav zamenjalni način, ne? Torej, tukaj razvijemo in to je enačba druge stopnje. In bomo dobili 2 rešitvi x1 in x2. In potem, ko smo jo dobili, lahko dobimo y1 in y2. Kako? Ker y je x minus 3. Enkrat, ko smo dobili x, lahko dobimo y, ne? In tako rešimo tudi to. Potem nasplošno bodo kakšni drugi sistemi. In samo tukaj so mnoge ideje za reševanje mnogih sistemov. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!